Spoštovani gledalci, spoštovane gledalke, lepo pozdravljeni iz studia Idrijskih novic. Okrog leta 1900 so po Franciji in kasneje širom po Evropi izhajali šoferski Michelinovi vodniki, ki so vsem na cestah pomagali do pomoči, od vulkanizerstev do bencinskih črpalk, hotelov, prenočišč. Danes je to gastronomski vodnik, v katerega se vpišejo tiste res najboljše restauracije po celem svetu. Danes se bova o tem pogovarjala s Klavdijem Pirihom, šefom kuhinje na Kendovem dvorcu, ki se je letos prav tako uvrstil v ta vodnik. Lepo pozdravljeni. Ja. Sami se predstavljate oziroma svojo kulinariko predstavljate kot poezijo, izvirno in prefinjeno skromno. In zato ste tudi dobili to Michelinovo priznanje. In kaj za vas, kot za ekipo Kendovega dvorca, to pomeni? Ja, vsekakor v prvi vrsti je to en dokaz, da smo na pravi poti, ne? Ker če pogledamo, naša zgodba se je začela že pred daljnimi 25 leti in smo nekako orali ledino v tem prostoru, kar se tiče slow fooda in malo drugačnih restauracij. Tako da danes vsekakor to pomeni veliko priznanje za mene, pa tudi za celotno ekipo, ne? Da pač delamo prav. Ne? Tako, to je neko priznanje, ki pomeni, da ste na pravi poti. Tako. In mogoče ste to potihoma že prej pričakovali? Težko bi rekel, ne? Enostavno teh stvari ne moreš pričakovati. Ker če gledam, mogoče nekateri so bili tudi razočarani v tem kontekstu, da so pričakovali, pa niso dobili tistega, kar so pričakovali. Mi enostavno nismo šli z nekimi pričakovanji v to stvar, ker je to mogoče tudi malo stvar dnevne forme. Ko pridejo ocenjevalci, ti ne veš, kdaj bodo prišli in takrat mora biti stvar popolna, ne? Zato je fajn, da držiš eno konstanto, da se trudiš, tako kot se tudi za vse ostale goste. In ocenjevalec je samo eden izmed gostov. Ne? Tako. In če delaš dobro, se ta stvar slej ko prej pokaže na ta način, ne? Da dobiš priznanje ali pa karkoli. Ne? Ampak bistvo je, da zadovoljiš vsega gosta, ki prije v hišo. Ne? To je bistvo. Kako pa je izgledalo, ko je prišel, se mogoče spomnite? Jaz se pravzaprav zdaj prav veliko se ne spomnim okrog tega, ampak vem samo, da se je zjutraj predstavil kot ocenjevalec Michelinovega vodnika in malo smo že sumili, da je ocenjevalec, ker je med večerjo delal zapiske in slikal, ampak naprej pa ne veš, kdaj bo prišel in pač ocenjeval hotel. Ne? Tako da moraš biti skozi pripravljen. Drugače pa isto kot vsak večer, ne? Enostavno kuhaš in prinašaš jedi na mizo in to je to. Se pravi, ocenjevalci je samo eden izmed gostov v restauraciji. Popolnoma nič drugačne. Tako. In vi ste bili tudi na podelitvi teh priznanj. In kako je to izgledalo? Možnost ste si najbrž imeli izmenjati kakšno besedo z drugimi šefi, torej z Ano Roš, mogoče Jorgom Zupanom? Letos je bilo sicer lih malo drugače, ker je bil ta koronavirus, tako da je bilo vse skupaj bolj na hitro izvedeno. No. Imeli smo tudi distanco, tam sedeli smo dokaj narazen. Pa tudi na koncu ni bilo nekega velikega druženja. No. Tako je bilo vse skupaj zelo na hitro. Tako da nekih velikih debat ni bilo. Ker so novinarji takoj pohrabili tiste največje zvezdnike, Ana Roš pa Tomi pa te. V glavnem ni bilo kakšnih, bi rekel, izmenjave mnenj in tega. Ne. Vse skupaj se je odvijalo po nekem protokolu in nismo prav veliko komunicirali. Dobro, pa ne mogoče naslednje leto. Ja, ali pa mogoče kdaj, ko se srečamo na kakšnem drugem dohodku, verjetno. Tako. Ja. Za pogovor tem imate prav gotovo veliko. Brez skrbi.
Torej, letos smo dobili prvi Michelinov vodnik po Sloveniji. In to je laskavi naziv tudi za državo, tako kot tudi za mesto Idrija in pa seveda za Kendov dvorec kot sam. In zanima me, so kriteriji ocenjevanja glede na mesto ali pa države različni? Ne, kriterij po celem svetu je enak. Lih to je bistvo tega Michelinovega vodnika, da se kriteriji ne razlikujejo od države do države. Ocenjujejo kvaliteto surovin, ustvarjalnost, kuharjev pristop in se pravi take zadeve. Obstajajo prav kriteriji in tega se ocenjevalci držijo, ne odstopajo. Zato so tudi pač zelo dokaj skrivnostne osebe, te ocenjevalci, niti se ne ve, kdo je, kdo bo prišel in to je to. In nagrada oziroma to priznanje ne temelji zgolj samo na odlični kulinariki, pač pa tudi na surovinah, ki si jih priskrbite, verjetno iz domačega okolja. Sej, v bistvu, te stvari so povezane, ne? Se pravi, surovina in kulinarika, to je pač ena in ista stvar, ne? Brez kvalitetnih surovin ni dobre jedi, ne? Tako da to je, bi rekel, ena in ista stvar. Se pravi, začne se pri pridobitvi dobre surovine, da ne uporabim izraza nabavi, ne? Ker veliko stvari pride iz vrta, ki ga imamo tudi sami dali, oziroma nekaj dobimo od okoliških kmetov. Se pravi, zelo pomembna je ta relacija med mano kot kuharjem in recimo dobavitelji. Gre za nek odnos, ena spoštovanja drug do drugega, ne? Ne gre se za podrejen odnos, ampak za vzajemen odnos. Se pravi, ti, če imaš dobrega dobavitelja za bilo katero stvar, se ga skušaš držati, ne? In njegova obveza je, da drži tisto kvaliteto, ne? Ker edino na ta način se lahko ustvarja dolgoročno neka kvaliteta. To je izhodišče, pa se začne šele kuharija, ne? Ja. In mogoče še za vas, kot za glavnega kuharja te kuhinje, se pravi, kaj pomeni ta naslov? Ja, seveda, meni osebno to pomeni eno veliko priznanje tudi za ustvarjalnost, za delo, za trud, ne, ki smo ga vlagali vsa ta leta. Po drugi strani se pa počutiš tako, kot da si dejansko izbral poklic. Ta prav poklic, bi rekel, ne. Tako, ki vam ustreza najbolj. Tako, ki ti ustreza. In če danes pridem k vam na večerjo in mi vi skuhate jed, ki jo najraje pripravljate, kaj bi dobila? Na to vprašanje sem se malo pripravljal, ne? Oziroma, jaz sem si bolj predstavljal, da me vprašala, katera je vaša najljubša jed, ne? V tem primeru bi ti mogel reči nekaj na žlico, ne? Izredno rad imam enolončnice, ampak če bi pa mogel tebi pripraviti nekaj, ne vem, bi ti pa mogoče izbral kakšne pesne njoke, recimo s hrenom pa s hruškovo marmelado, recimo. Odličen izbor. Ampak zelo težko je odgovoriti na to vprašanje v tej situaciji, ne. Bi mogla stopiti v kuhinjo, odpreti hladilnik in začeti razmišljati, ne, ker ko se te stvari začnejo. Dobro, ampak dobra izbira, se priporočam. Kaj pa v kulinariki nasploh? Kaj vam je bližje? Mogoče sladice, barmanstvo, ne vem. Sladice so tista moja, bi rekel, točka, kjer se zelo najdem. Ampak drugače smo zelo vsestranski, ne. Mogoče je posebnost nas, Kendovih kuharjev, lih to, da smo zelo vsestranski, se pravi, da kuhamo od hladnih jedi pa do sladic vse, ne. Ker če gledamo večje hotele ali pa restauracije, so kuharji specializirani za določena področja, ne. Mi pripravljamo vse. Jaz se precej najdem pri sladicah, zato ker so tudi vizualno bolj večji izziv, ne. Drugače pa zelo rad delam jedi z zelenjavo, bi rekel, ta vegetarijanska hrana, no. Se pravi, brezmesna hrana mi je tako dosti bolj blizu. Kot pa mesna. Mogoče še pogled v prihodnost. Zdaj ste pač prejemniki tega priznanja.
kam lahko greste še višje, kam ciljate? Vsekakor je tisti sveti gral Michelinova hodnika, je sigurno Michelinova zvezdica. Ne? Pravijo, da jo je lažje dobiti, kot pa obdržati. Mogoče bi se v tem kontekstu celo strinjal. Sigurno, da je pač cilj tudi dobiti Michelinovo zvezdico. Ne? Zakaj pa ne? Sej, Michelinova zvezdica je samo odraz dobrega dela. Sej, to ni nekaj, kar načrtuješ. Ne? Se pravi, ti se trudiš biti boljši in boljši in boljši. In če ti to uspe, je pač rezultat tega tudi Michelinova zvezdica, se razume. Mogoče pa enkrat, zakaj pa ne? Ampak ni pa to neka stvar, ki jo načrtuješ, to je pa dejstvo. Ne? Pač, to je nekaj, kar pride, kar se zgodi, ja, dobesedno. Na internetu sem izbrskala besede, ki so jih o vas napisali iz Michelina in bi jih tudi zdaj prebrala. Zgodovina teče skozi Idrijo kot njeni številni hitri in neustavljivi potoki in reke. Ime mesta vzbuja spomine na živo srebro, Napoleona, čipke in ne nazadnje tudi priznano restavracijo Kendovega dvorca, ki v Sloveniji že desetletja slovi zaradi odlične kuhinje. Domači podeželski šarm ustvarja toplo vzdušje, okusna kulinarika pa je pripravljena iz lokalno proizvedenih pridelkov, ki so skoraj vsi ekološki. Na kratko so res ubesedili prav tisto, kar Kendov dvorec je. Mogoče kratek komentar tudi na te besede. Ja, to je bistvo pač dvorca. Ne? Se pravi, da izhajamo iz narave, iz okolice. Se pravi, da se trudimo surovino prinesti v kuhinjo iz bližine, ne? In da seveda probamo iz te surovine narediti maksimalno dobro, kar se da. Ne? To je bistvo. In seveda, da si sezonski in raznolik. Se pravi, če se orientiraš po sezonskosti, po sezoni, si istočasno tudi raznolik, ker pač sestavine se spremenjajo in to je kulinarika, se skozi leto spremenja in to je tisto, kar popestri in kuhinjo in konec koncev tudi tvoje delo. Ne. To je zelo pomembno, da ne rata monotono. In tako. To je zelo dobro. In kot ste prej že dejali, da se malo vrnemo nazaj, pred 25 leti, ko je dvorec odprl svoja vrata, ste se odločili, da boste vi kuhali tradicionalno hrano. Kar pa mogoče ni bilo prav značilno za vse restavracije, ki so se takrat odpirale. Takrat so bili mogoče bolj na menijih kakšni dunajski zrezki in tako naprej. V bistvu, kot sem že prej rekel, mi smo dejansko orali ledino v tem prostoru, ne, s tem slow foodom. Tukaj gre precej zahvale tudi gospeji pa gospodu Svetliku, ki sta v bistvu naredila cel koncept tega hotela, te restauracije. Ne. Mi smo izhajali iz tega koncepta. Nam je bil ta koncept položen, bi rekel, v roke in mi smo mogli na tem konceptu delati. In na tem konceptu delamo že, se pravi, 25 let. Ne. Tako da je v bistvu zasluga širše ekipe, da smo sedaj tukaj, kjer smo. Ne. Je pa res, da se skozi vsa ta leta nismo spremenili pristopa. Ne. Se pravi, da vztrajamo pri tem. In če se vrnem nazaj, recimo takrat sem bil še kakšno leto mlajši in mogoče sem njemu tudi drugačne poglede na kulinariko. Ne. Bi si mogoče želel še kaj drugega probati pa tako naprej. Ampak danes v bistvu sem kar zadovoljen, da počnem stvari, ki jih počnem zdaj. Se pravi, da kuham tisto, kar kuham zdaj. Nekako se mi zdi, da mi ustreza. No, tako. Ker je to so preproste stvari in na nek način so zelo podobne temu mojemu pogledu na življenje. Se pravi, stvari, ki so preproste, so tudi lepe in privlačne. Tako, in to je torej to priznanje, ta rdeč krožnik, ki trenutno krasi vhod Kendovega dvorca, tudi potrdil še enkrat. Ja. Tako.
In pa Klavdiji, vam in ekipi želim, da v prihodnje še ustvarjate tako dobre jedi, da obdržite in še nadgradite te Michelinove nazive, mogoče pridobite celo zvezdico ali dve in takrat se zopet vidiva. Ja, hvala, mi bomo že skušali obdržati to ostrino in narediti še kakšen korak naprej, ne. Hvala lepa. Ja, hvala, da ste bil naš gost. Vam, dragi gledalci, drage gledalke, pa najlepša hvala za pozornost.